Sem pa sedela, kar na onem stolu ti spaj treb, se pa kar naenkrat zrušilo, sem rekla, kar še netrc, sem pa brez čelusti ostala, brez zoba zdravnikov, pa kar ne morajo tako delati. Zakaj ti mene zmeram prekinjaš tole, ko glih ti nekaj hočem povedati? Iz Ljubljanskega studia 136 štole zdaj so vesti na vesti. Ekipa SDS se je pomerila v nogometu z ekipo novinarjev. A si ti trepal, kakva novica, pa te je zdaj to, pa tek to se vsak dan kaj da zgodi. Ob tej priložnosti smo predsedniku vlade Janezu Janši čestitali za Abrahama, ki ga praznuje danes. To pa je novica, to pa ni kar tako, me se Abrahama praznovala, tudi futbol špilala cel dan, pa še kaj drugega dela. Ti pa je trepaš, kako fajn bo 50 let, pa ni kar nekaj. Vam lahko čestitamo naprej za rojstendan? Pa jaz se ne smejo naprej, ampak če ste jutri objavili, lahko. Odlično, jaz obljubim, da jutri objavljam, pa roko, da bo prosim. Pa le veselo praznujte. Ti, a smo že jutr pol zdaj? Ja, jutr smo. Jutr smo pol. Te štima, ne bo nič zameril zdaj Janez nam še to. Ne bo, zihar, garantiraš. Jaz mu čestitam tudi Janez Janša, čestitam jaz za rojsten dan Abraham, pa nikar tek se pravim, da to pa morate tek narediti, da pol gre jutr natr, če se zmenite tek ali. SDS je nadigral novinarje in zmagal z rezultatom 4-3, pa to je bilo zato, ko je on rojsten dan danes jutr praznuje, ali kaj? Soda, najboljši strelec je bil Janez Janša, tak sem ti rekla, to pa tak mora biti, če mora biti eno darilo jutr pol ali danes ali kak zdaj. On je pa zabil 2 gola. A res? Ja. A ima rit futbalersko tudi, a smo videli? Ha? No pa se je vseeno. Takle pa zadev drugič po podaji Kariča. Janez Janša, drugi zadetek in verjetno bo na koncu prejel nagrado za najboljšega igralca tekme. Čakaj malo, Kariča, ni to nikakrat neki v Hagu, nekaj eno sranje delo, pa neko bredu si je pol obril, pa je prišel nazaj, ali kaj je bil že še ti eden, ha? Ne, ti se Karadžič, dej. Karič, pa tako je vseeno, pa če pa je teko enih še tih imen, što le zmeram preberem, kaj pa te jaz moram, ne smeš mi zameriti, a veš, jaz pa le malo zamešam, pol kako jeme, tudi Janez Janša je pa pred tekmo odgovoril tudi na vprašanje o spomladanskem dogovarjanju s predsednikom stranke Zares Gregorjem Golobičem. Torej, sestanek je bil, tega ne morem zanikati, o vsebini pa ne bi rad govoril. Sem ti pa tako rekla, jaz njega motim tam na unem igrišču, če ima pa druge stvari za študira danes jutr. Med gledalci smo tudi opazili direktorja urada vlade za komuniciranje Anžeta Logarja, ki nam je z veseljem odgovoril na vprašanje o odločitvi za nastop premiera na finski televiziji Channel 4 oddaji Marija. To je uredniška politika Channel 4. No, ampak verjetno sta neko soglasje, da so vas oni objavljali, pa vaša želja, da res oni Uredniška politika. Čuješ, ti sem pa le zanj brala in življenje še tega od Anžeta Logarja na internetu, kar je pa le pisalo, da eno litvansko priznanje dobo, ko enega Litvanca von z enega jezera potegnil. A to res čuješ, ha? Kak pa te to, jaz sem pa zanj tudi enega von potegnila z vode, ko se skoraj utopil, pa nisem nič dobila nobenega priznanja. A jaz sem čakaj malo, ni bil Litvanc. Ja. Ljubljanski župan Zoran Janković je pozval državljane, da grejo na volitve in volijo po glavi in srcu ter koaliciji SD. Zares in LDS prispevajo 46 poslancev, sledila so Denisova vprašanja. V tistem kartonastem okvirju na volišču boste lahko obkrožili samo eno. Katera bo ta? Tudi to pričakovano vprašanje, odgovor je zelo preprost. Jaz sem se doma zmenil, mamo in ženo, da bom vsak enega obkrožil in obema bo dal prednost. Ampak koga boste vi obkrožili? Še enkrat pravim, dogovorili smo se, da bomo skupaj vsaka od teh strank in jaz bom dal mojim dvem, da imam prednost in to, kar bo stavno zbralo, bom jaz tretjo obkrožil. Kaj se zgodi, če slučajno nekdo izmed teh 3 strank vseeno po volitvah razpusti to koalicijo, ki ste jo zdaj našteli in se vseeno pridruži Janezu Janši? Bo kakšna kazen strani Zorana Jankovića? Ne more biti kazen, zame je bilo to izjemno veliko razočaranje in potem dokaz do politike res nič ne velja več. Čuješ ti, zakaj pa te našega predsednika krajevne skupnosti Podgorje ne bara noben koga bo volil na volitvah, jaz pa le vem, pa tudi ni tako nepomembno, koga bo on volil v cerkvi, so mi tudi povedali, kam ne grem voliti, zakaj pa te niste šel v Podgorje barat ga, ha? Ja, ne vem.
Trepi. Podpredsednik SDS Milan Zver je prepričan, da koalicija med SD, LDS in Zares ne more spreobrniti rezultata na volitvah. Ni pa želel komentirati letečih slonov. Gospod Zver. Morate vi začeti. Ja, jaz bom tako začel. Zanima me, ali sloni tudi letijo v vaši glavi, tudi vi vidite to, da se dogaja v Sloveniji. Vseeno me zanima o letečih slonih, kakšen je vaš komentar na takšne izjave premijerja? Še kaj? Jaz bi še vprašala za komentar na besedo. Leteči sloni. A si nis kaj zamudila, štole? Ja. Mednarodna nevladna organizacija okoljevarstvena Alpe Adria Green je zahtevala izjasnitev slovenske vlade glede izgradnje plinskih terminalov v Kopru. Anton Komat je takle pojasnil njihove namene. Skupina, ki je pred vami, nima ambicij, da zavira neke gospodarski ali pa kakšen razvoj slovenske države in njenih državljanov, ampak skuša delovati v tej smeri, da ne pristajamo na razvoj za vsako ceno, kajti razvoj za vsako ceno ni trajnostni razvoj. Zdaj bomo pa le zvedli, kako bo je letos šli ta mladi še na volitve. Komentar dneva Maja Andlovic. Letos grem prvič na parlamentarne volitve. Izbrala bom predstavnika stranke, moj izbranec ali izbranka pa na koncu mogoče sploh ne bo zasedel poslanskega stolčka. Mogoče sem že fenica določene stranke, pa mi ponudba njenega kandidata ali kandidatke v domačem kraju ni najljubša. Kakšna pa je ponudba? Sami superlativi o nadaljnih 4 letih zmagovalne oblasti in sami supernegativi o konkurenčnih strankah. Zguljeni pamfleti o svobodi, pravičnosti in najpomembnejše resnici, vzneseni govori o zmagi, spremembah in izpolnjenih obljubah, seciranje zgodovine na prafaktorje, pomanjkanje dejstev in strankarskih programov, leteči sloni, super mega zmogljivi oklepniki in podkupljeni novinarji. Skratka, poplava informacij. In kako naj novopečeni volivec ali volivka zaplava v tej poplavi? Z ene strani teroriziran z mnenjem stare mame, po drugi strani zakompleksan s travmami očetovih političnih predavanj, s tretjega agresivno nagovarjajo mediji, stigmatiziran z rodbinsko pripadnostjo določenim ljudem, po zdravi kmečki pameti pa nekako takole. Tile sedaj kradejo, tisti prej so tudi. Logičen sklep, kradejo vsi. In kaj zdaj? Če je negativnih posledic izgradnje plinskih terminalov več kot pozitivnih, če je ureditev slovenskega ozemlja v pokrajini evropska direktiva in zagotavljajo večje črpanje evropskih sredstev, če je posodobitev državnega aparata in maksimiziranje njegovih učinkov nujna, če je vožnja po stari cesti čez Rebrnice podobna vožnji z vlakcem smrti v Luna Parku in če je Šentjakobsko gledališče pomembna kulturna alternativa v samem centru Ljubljane, potem je treba nastale težave preprosto rešiti in to z najboljšimi možnimi posledicami, za katere je pa na koncu potrebno sprejeti odgovornost, kakršnekoli že so. Omet v novo zgrajenih tunelih nima kaj odpadati. Rabimo dejstva in čiste račune. Čuješ ti, a pa si ti že 18 let stara, šla v volič? Ja, lahko. Iz kjerga konca pa tej si? V deželi najboljših jogurtov. Ne zastopim. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. V soboto se v Trubarjevih krajah pričejajo dnevi evropske kulturne dediščine. Nekoliko se je zapletlo s cerkvenimi dovoljenji in programom, ki bi se naj izvajal v Cerkvi svetega Jerneja v Raščici. V ljubljanski nadškofiji so rekli ne! Zakaj pa kak, bo pa povedal Matjaž Gruden, ko je gara skrbnik na Trubarjevi domačiji, pa ko je nekaj imel zraven, ko je hotel to narediti, če to v cerkvi nateral. Sploh ne gre za neko vsebinsko nasprotovanje nekim ekumenskim vzdušjem, nekem ekumenskem vzdušju, ki zdaj le traja v Sloveniji, ampak gre po mojem za preprosto nagajanje cerkve, stališča moči. Še vreme, ko bo še ti premijer onih 50 sveč že ugasnil, bo pa kar mraz rad, vam jaz povem. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Ej, kaki sloni? Ali je to kakšna skrita kamera ali kaj takega,